Nina Murks, inženirka računalništva in informacijskih tehnologij, ampak raziskuje na področju možganov. In kako možgani komunicirajo z mišicami. To je nekaj, kar jemljemo za samoumevno, ampak najbrž ni tako preprosto. Ne. Človeško telo je polno v bistvu zelo zapletenih procesov in to, da delamo raziskave, ki nam omogočajo poglobljeno znanje oziroma omogočajo dodatne informacije o samem delovanju, zelo koristijo predvsem na področjih zdravstva in medicine. Skratka, ne gre samo za razumevanje zaradi razumevanja, ampak za razumevanje zato, da bi lahko mogoče določene motnje odpravili, popravili. Tako. Naše področje ima velik potencial na področju rehabilitacije oziroma terapij, ki z informacijami, ki jih dobimo mi iz naših raziskovanj, lahko potem vidimo, kako posamezna terapija v bistvu deluje, ali pa lahko celo zaznamo motnje, preden se pojavijo tisti najhujši kritični simptomi in na takšen način ustrezno odreagiramo z intervencijami. A sva lahko malo bolj natančna? Komu bodo izsledki vaših raziskav lahko pomagali izboljšati kakovost življenja? Ti izsledki pa delujejo, so uporabni na zelo širokem spektru populacije, od najmanjših otrok, pri katerih spremljamo razvoj učenja, gibanja, do najstarejše populacije, kjer pri gibanju postanejo sčasoma težave, in tudi pri zdravih ljudeh, kot so na primer vrhunski športniki. Pri njih nam te informacije pomagajo tako, da v bistvu lahko pridobimo več znanja o tem, kako njihovo telo deluje ob utrujenosti in kako to izboljšati. In pa tudi pri manj srečni populaciji, torej pri bolnikih, ki trpijo za raznimi nevrološkimi okvarami, kot so na primer različne vrste tremorjev, možganska kap, cerebralna paraliza in tako naprej. Koliko je pa to sploh možno popraviti, ravno te motnje, kar ste jih pravkar našteli? Te motnje se dajo že zelo, zelo dobro popraviti. Sicer popolno okrevanje je zaenkrat zelo redko, ampak je pa že mogoče, kar nas izjemno veseli. Predstavljam si iz vsega tega, kar ste povedali, da verjetno v svoji raziskovalni skupini morate imeti precej raznovrstno skupino strokovnjakov, tudi drugih strok. Verjetno morate imeti in zdravnike, in kineziologe, in psihologe, in verjetno sem še marsikaj pozabil. Skratka, kako interdisciplinarno je to področje, na katerem vi delujete? Naše področje je izjemno interdisciplinarno. Velikokrat sodelujemo z različnimi zdravstvenimi ustanovami, na primer zelo dobre povezave že imamo z UKC Ljubljana in UKC Maribor, prav tako z zdravstveno-raziskovalnim središčem Koper, ker so kineziologi, s katerimi sodelujemo. Pri nas pa se treba zavedati, da mi smo računalničarji, mi smo po domače povedano programerji. In mi razvijamo računalniške algoritme, ki skušajo pridobiti iz posnetih biomedicinskih signalov kar se da veliko informacij. Mi pridemo do teh informacij in jih skušamo interpretirati. Sedaj za svojim znanjem mi tudi smo vedno bolj suvereni s to interpretacijo, vendar ponavadi potrebujemo tudi kakšno pomoč kineziologa oziroma osebe, ki se pa veliko bolje spozna na samo področje delovanja človeškega telesa. Skratka, lahko bi rekli, zahteve postavljajo drugi, vi pa skušate to rešiti. Ja, ali pa mi razvijamo metodo, pridemo do novih informacij, nato pa pride diskusija, ali bi te informacije lahko kako spravili v prakso. Verjetno, poleg tega, da programirate, kot ste rekli, ampak verjamem, da se tudi vi ukvarjate s tistim, kar je ena taka močna beseda teh časov, umetna inteligenca. In ta umetna inteligenca povzroča tudi razne strahove, pomisleke. Ne bi rad, da greva pregloboko filozofsko, ker nenazadnje ste praktična, pragmatična v svojem delu, ampak kako
doseči, da umetna inteligenca ne zaide v neko smer, ki nam ne bi koristila, in kako ljudem predstaviti, da pravzaprav lahko ogromno naredi za spet kakovost našega življenja. Zdaj, umetna inteligenca je zelo, zelo uporaben pripomoček. In to tudi vsem otrokom in pa študentom, ki jih poučujem, vedno povem, gledajte, imate na voljo orodje, dajte ga uporabiti, če ga imate na voljo. Ampak bodite pri njegovi uporabi izjemno previdni. Dajte se zavedati omejitev, da na primer umetna inteligenca, kot je ChatGPT, je samo jezikoven model, kar pomeni, da ta model zna zlagati skupaj besede, vendar pa ne razume njihove vsebine. In nevarnost, ki jo tukaj sprva opazim, je ta, da se ljudje velikokrat zelo polenijo. In nehajo prepustijo, tako, in nehajo sami razmišljati in predvsem nehajo kritično presojati stvari, ki jih umetna inteligenca poda. Zdaj, če umetno inteligenco uporabimo na način, namesto brskanja po spletu, tako da vemo, kje začeti, ali pa mogoče pri kakšnem pisanju seminarske za možgansko nevihto, ali pa kot tutorja mogoče, da mogoče sem za tisti en preskok, da se sproži kreativna, ustvarjalna žilca. Ne? Tako. Ne smemo pa pozabiti na uporabo kredibilnih virov, ki jih pa potrebujemo tukaj. O kredibilnih virih bi se lahko še veliko pogovarjali. Ampak to, kar ste zdaj povedali, pravzaprav velja za vsako orodje. Tudi celo za zelo mehanska orodja, ne, nož. Tako. Ne, lahko naredimo čudovito sladico ali pa kaj hujšega. Ali pa kaznivo dejanje. Ne, tako da. Mogoče še tako, kako se vam zdi, da ljudje sprejemajo umetno inteligenco? Ste že malo namignili, da marsikdo mogoče se malo poleni zaradi tega. Kdo je tisti, ki bi moral usmerjati, da bo ta uporaba humana, pravilna in da ne bo imela neželjenih stranskih posledic? Zdaj pri otrocih definitivno učitelji. Pa so usposobljeni za to? Upam, da se izobražujejo. Vem, da je veliko izobraževanj na voljo na to temo. Koliko pa so izobraženi v tej smeri, je pa veliko odvisno od njih kot posameznikov in pa od šole, kar se tiče njihovih zahtev. Verjetno boste ravno vi in vaši kolegice in kolegi imeli tudi neko dodatno vlogo pri tem, ne? Z velikim veseljem sprejmemo. Če lahko pomagamo, da bo svet postal nekoliko lepši oziroma bolj izobražen ter na takšen način bolj varno uporablja umetno inteligenco, smo definitivno več kot veseli za to zadolžitev. In za konec še zadnje vprašanje, kako bo jutri izgledal vaš delovni dan? Jutri? Ali pa v ponedeljek? V bistvu bom kar jutri vzela. Jutri imam ob 7:30 zjutraj predavanja za študente. Tudi poučujete, ne? Tako. V bistvu imamo vajeno, ne predavanja. Zatem sledi raziskovanje. En članek še moram v bistvu malenkost dopolniti, preden ga pošljem v pregled soavtorjem v Londonu. Nato pa me čaka oddaja poročil, ki jih moramo oddati v sklopu enega projekta, potem pa še ene vaje za študenti. Ampak ko ne pišete vseh teh poročil, ker jih je pač treba oddati, ne? In ko niste v predavalnici, mogoče nam malo tudi zaupate, kako izgleda vaš raziskovalni dan. Skratka, kaj merite, kako merite in kako opredeljujete svoje meritve. Tako, v bistvu, naše raziskave se začnejo z meritvami, ko k nam v prostor pride oseba, torej merenec, ki ga bomo preiskovali. To je tisto, preiskovali. ki je 5 elektrod na glavi, pa ne 3 elektrode drugije. 5 je zelo malo. No, je dobro. Mi jih na glavo namestimo 64 in to zgleda... Samo, pa kako to zgleda sploh? Kot EEG kapa je. Kot ena frizurca zgleda, kot en modni dodatek, kako to zgleda? V bistvu kot kapa. Kapa, ki ima gor elektrode. Se v bistvu vem, kako sem pisal tem, ampak dobro. Tako zgleda merjenje elektroencefalogramov, torej EEG signalov, na to pa še mi hkrati merimo tudi elektromiograme, torej EMG signale. To pa storimo z površinskimi elektrodami, ki jih namestimo na površino kože, podobno kot obliž. In na to merenec izvaja protokol, torej ali dela hotne skrčitve, določene intenzitete, ta protokol že vnaprej splaniramo in ga potem tudi uresničimo tekom meritev. Na to pa sledi signalno procesiranje.
teh zajetih signalov in potem upamo, da pridemo do čim več informacij. Zdaj, navadno se to procesiranje začne z algoritmom dekompozicije. Torej, ko nad elektromiogrami apliciramo tale algoritem, dobimo ven prispevke posameznih motoričnih enot, torej prožilne trenutke spodnjih motoričnih nevronov, ki nam pa povedo že ogromno informacij o samem delovanju človeškega živčevja. V redu. Hvala za ta pogovor in še veliko uspeha v vašem nadaljnjem delu. Hvala vam za povabilo.